Jaz sem parkrat videl, da bom umrl. Jaz sem bil prepričan v to. In tako me je življenje tudi na tej ravni stestiralo, a sem sposoben preseči tudi to svojo navezanost na življenje. William Gogala. Prvih 30 let čisto običajen life nekega obetavnega karierista, hlepenje po uspehu, ženskah, vsem, kar ti life v bistvu lahko ponudi. In potem je temu sledila antiteza. Življenje se mi je obrnilo popolnoma na glavo. Živel sem, bolj kot nek srednjeveški menih, soočati se z vremenom, z dežjem, z mrazom. Kje boš spal, niti ne veš, kako boš hrano dobil. Spim v eni zapuščeni hiši in sredi noči, diži ruke, kde ti je orožje? S pištolo takole. In meni so stalno policaji lovili. Mislim, da sem tvoj zapis prebral, da je moč človeška, ne moč pa božja, ne? A verjamem to, kar se dogaja zunaj? Ali na nek način se opreš na ta notranji glas, neko tolažbo, ki prihaja, ne? In sem potem nadaljeval. Kako si verjel? Kako verjameš? Zakaj verjameš temu glasu? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Prej sva začela mogoče se o tem pogovarjati, kako si... Prej si omenil besedo usoda, ne? Ker sva se pogovarjala o ciljih, da je cilje bolj ne postavlja ego oziroma nek Pa si pa omenil besedo usoda, pa si rekel, da je to tudi nek cilj življenjski. Pa me zanima mogoče, preden začneva na začetku, sam glede tega sem te hotel že prej vprašati. Na kakšen način si mislil? Kako usodo ti definiraš? Kot nekaj neizogibnega. Kot nekaj, nad čemer jaz nimam nobene moči. Vsaj moj razvoj gre v to smer, da je mene vse manj. In celo odločitve, ki sem jih jaz sprejemal skozi življenje, se zdaj z distance vidijo kot del enega procesa, ki se je dogajal sam od sebe. Jaz sem bil pa v tem procesu samo nekakšen igralec, ki je na ta proces pristajal in se z njim identificiral. To ni kaj dosti drugače, kot pa, ko sem bil majhen otrok in me je dedek peljal Tarzana gledat. In jaz, ko sem gledal ta film, sem jaz postal Tarzan. Za čas, ko sem sedel v tej kinodvorani, sem bil jaz Tarzan in jaz sem pozabil, da sem samo en majhen otrok, ne. Identifikacija, ne. In meni se zdi, da je življenje v bistvu enako, to je nekakšna samo prispodoba življenja, ne. Z neko duhovno rastjo spoznavamo, da imamo nad tem življenjem veliko manj vpliva, kot smo menili, oziroma morda ga sploh nimamo. To pa spoznaš seveda, ko prideš na cilj, ne? Če hočemo priti na cilj, moramo nekaj začeti. Kje bi ti rekel, da se je tebi začela dogajati neka nova perspektiva, h kateri tudi zdaj stremiš? Kaj se je zgodilo? V komunizmu, ki zdaj ni več popularen, je zgodovina obstajala kot nekakšen proces. Teza, antiteza, sinteza. Ne? In meni se zdi, da je v mojem lifeu tako isto. Prvih 30 let čisto običajen life nekega obetavnega karierista, ne? Torej nekako hlepenje po uspehu, po neki finančni nasladi, ženskah, vsem, kar ti life v bistvu lahko ponudi, ne. Precej radikalno sem bil v tem, bolj kot običajno ljudje, ne. In morda je tudi zaradi te radikalnosti
se tako življenje izpelo hitreje, kot se nekomu drugemu. In potem je temu, pri približno 30 letih, sledila antiteza. Življenje se mi je obrnilo popolnoma na glavo. Živel sem, rekel, bolj kot nek srednjeveški menih, ne? Kot pa bi rekel to, kar sem pač živel poprej. Ne? In morda se je potem, po 20 letih takšnega življenja, spet vse obrnilo na glavo. Zdaj, koliko sem mu jaz pri tem, bi težko rekel, ampak ta zadnja faza gre za nekakšno poenotenje obeh svetov. To je znano tudi iz Budinga življenja. On je mu tudi najprej, bi rekel, neko razkošje, potem je živel v popolni askezi in potem je našel neko srednjo pot. Ne? In zdaj meni se je ta srednja pot zgodila pred približno 10 leti in kakšno naključje. Danes sem jaz prišel v Ljubljano, predčasno, in zjutraj me je zeblo, ker sem mu še par ur za počakati. Ne? In sem našel FDV, faks, ki je tle v bližini. Ne? In je bil odprt. Ne? In jaz grem not poiskat nekje, da sem malo pogrel, ne? In v bistvu v pritličju ne najdem ničesar. In grem v prvo nadstropje, nobene klopce. In potem zlezem še v drugo nadstropje in najdem klopco ob oknu. In jaz se usedem na to klopco in nenadoma se ozavem, spoznam, da sedim nasproti dvorane, kjer se je meni zgodila ta srednja pot. Kjer se je meni vse obrnilo na glavo. Ker do tega trenutka sem bil jaz v polni anonimnosti. Jaz sem živel življenje ne sam v samoti, kvečjemu z družino občasno, ampak tudi brez besed. Vse ljudi, ki so mi jaz okrog sebe, so bili načeloma ljudje, ki ne znajo nehati govoriti. Nihče me ni nič spraševal in jaz sem načeloma bil zraven, poslušal, ne? In to je bila moja socialna interakcija. No in zdaj se mi zgodi ta FDV, TEDx Talk. Zdaj nanj me je povabil kolega, ki je bil izbran za najposlovneža tistega leta v Sloveniji in seveda so ga povsod vabili, med drugim tudi na ta talk, ne. In zdaj iz nekega razloga je on izpadel kot kandidat. In je potem mene predlagal. In ko mi je predlagal, je bila moja prva reakcija vse drugo kot to. Ampak nekje globoko v sebi sem vedel, da bom pač moral pristati v primeru, da želim živeti tisto, kar sem živel doslej, nekako biti s tokom življenja. In potem sem jaz, ki sem od otroštva naprej trpel za travmo javnega nastopanja. Meni se je enkrat, ko sem bil čisto majhen, 5 let, zgodilo to, da sem v neki dvorani nekaj izjavil in je potem cela dvorana padla v smeh. In jaz sem se takrat skril vase in potem do tega TED pogovora, TED Talka, ne, nisem v bistvu bil sposoben pravzaprav nič kaj dosti reči. Jaz sem vedno bežal pred raznimi odri, meni je bilo še pred razredom težko kakšno besedo spregovoriti, ne. In seveda te moje poti, ta moja samota ni nič prispevala k temu, da bi ta stvar bila presežena. No in zdaj se jaz znajdem na odru dvorane, v kateri sedi 400 ljudi. In jaz ne vem niti, kako mi je ime, niti kako bom to preživel. Jaz sem lahko samo stavil in molil, da bo pač kaj iz mene ven prišlo. In to je ta dvorana,
v kateri se je to potem obrnilo, in od takrat naprej sem jaz približno 150 predavanj, Wow. to je zdaj zadnjih 10 let. In ne samo to, da sem se po naključju znašel ravno danes pred to dvorano, tam nisem bil od tega predavanja nikoli več. Še celo opazil sem, da imam srajco na sebi, popolnoma isto, kot sem jo imel na tem predavanju, in jo tudi vmes teh 10 let verjetno nisem dal nase enkrat, dvakrat, največ ne. A ni to neka usoda? Ali pa pomežik vesolja, ne? Da si to opazil. Saj to je tvoja interpretacija tega dogodka. Ne? Mislim, naključje lahko obstaja, lahko ne vse. Ne? Daj mi povej, kaj si rekel, kaj se ti je prvič v življenju obrnilo na glavo. Ne? Ta karierni del, nekako nekaj se je mogel zgoditi, da si rekel, zdaj pa dovolj, zdaj pa jaz hočem izkusiti drugačno življenje. Kaj je bil povod, da si začel romarsko pot, oziroma kako bi ti temu sam rekel? No? Tema. Zdaj, tako jaz kot večina ljudi smo precej površinska bitja, ne? In ti slediš tistemu, kar se ti zdi, da je dobrobit, ne? To je recimo tisto, kar se svet, ne? Pa tisto, kar ima nek čar, ne? In jaz sem tako živel, ne? In zdaj, jaz takrat nisem imel nekega spoznanja, da imajo naše odločitve neke posledice v lifeu. Jaz nisem bil zadosti globok, da bi vedel, da če se odločam tako, je posledica takšna. In jaz sem to mogel v bistvu spoznati tako, da se mi je navkljub uspehu, ki sem ga bil deležen v tem življenju, meni je denar kar sam padel pred noge, ne? Nikoli nobenih težav zaslužiti denar, imel sem ga kvečjemu preveč. Ampak zdaj navkljub temu uspehu pa hvali, ki jo dobivaš od ljudi okrog sebe, ne? Ti spoznavaš, da v tebi narašča tema. In kolikor probaš to temo dati na stran, si čez kolikor toliko, bi rekel, iskren, si moraš enkrat priznati, da boš mogel nekaj narediti na tem, ne? Ker tako ne bo šlo več naprej. In pač nek čas je bil potreben, da sem se jaz dejansko odločil, da se bom s tem soočil kot prvo in iskal rešitve, ne? In zame je bila rešitev podobno radikalna, kot je bilo prej radikalno življenje, samo nasprotno smer, a ne? Torej, nek ženskar se bo mogel verjetno vsaj za neko obdobje popolnoma ogniti žensk, da se zbalansira stvar, ne? In v mojem primeru, recimo, je bilo to hlepenje pa kopičenje denarja, ki je bila moja prioriteta v lifeu. To je imelo nekako za posledico to, da sem se mogel jaz tega denarja losati, ga razdati, da se je stvar vsaj za nekaj let zbalansirala. Ko se je zbalansirala, se je pa pojavil ta TEDx tok, ne, ki me je pripeljal nazaj med ljudi. In od takrat naprej se je moj standard bistveno povečal. Čeprav se še držim zavez, ki sem jih imel v tem svojem beraškem obdobju, da ne služim denarja, ne? Oziroma, da živim brez lastnine. K čemer bi bilo seveda treba še par besed dodati, ne? Kako si jaz te stvari predstavljam, ampak dejstvo je, da imam pa zdaj skozi nek keš v žepu, ki mi ga ljudje dajejo sami od sebe. Jaz zanj niti ne prosim, niti ga nikoli ne zahtevam od nikogar. In ta romarska pot, kako se je začela?
kako je izgledalo neko obdobje, kjer si rekel, ok, zdaj se bom jaz odpovedal vsemu, kar imam, in kako si vedel, kam iti, kaj narediti? Ja, zdaj skrivnost, bi rekel, odločitev, ki jih sprejemamo, je v tem, da nimajo samo negativnih posledic, ampak tudi pozitivne posledice. Prej sem govoril o negativnih posledicah. Torej, če služiš denar, posebej, če ga služiš na, bi rekel, nek manj pošten način, se ti nabira tako imenovana negativna karma, tema. Ne? Velja pa tudi obratno. V primeru, da se znebiš nečesa, kot recimo je kup denarja, lahko pričakuješ, da boš v zameno prejel nekaj, za kar sploh nisi vedel, da obstaja. Neko notranje vodstvo. In meni se je zgodilo to, da sem naenkrat vedel točno, kaj moram delati, kam moram iti, kdaj moram iti, kaj vzeti s sabo. V bistvu je bilo življenje na nek način ne lažje kot prej, ampak veliko bolj jasno. In sem v bistvu samo še sledil temu notranjemu vodstvu in se trudim to še vedno početi. Kam pa te je pelo? Kam te je pelo glas v tebi? Ja, najprej na Camino. Morda zato, ker je to najbolj enostavna romarska pot, ker tam je vse polno ljudi, kot si ti. Imaš neko podporo iz okolja in za nek preizkus, bi rekel, sebe na neki čist novi poti, ne, se mi zdi, da je to pravzaprav kar nekakšna idealna izbira bila. Če gledam danes nazaj. In seveda, vsaj na začetku je potrebna neka radikalnost. Sej kasneje to vedno znova razvodeni, tako smo ustvarjeni, ampak vsaj na začetku je dobro, da ko se nečesa lotiš, da delaš res po pravilih, kot jih čutiš. Tudi, ko se učiš voziti avto, na začetku moraš se naučiti res delati vse po pravilih, ne? In tukaj je bilo podobno. In zato sem jaz to res radikalno zastavil. To pomeni, ne da nisem nosil nobenega denarja s seboj, ki ga tako ali tako več nisem imel, ampak sem se odločil, da za ta mesec dni, kolikor bo trajala pot, tudi nikogar ne bom prosil za nič. Ne za prenočišča, ne za hrano. In to sem sicer kasneje opustil, ker je bila ta izkušnja zame zelo zahtevna, ampak saj to pot sem pa vendarle prehodil na ta način. Ko pa si se počutil? Kakšno je bilo tvoje notranje doživljanje te poti? Kaj se je dogajalo? Ja, to so bili čisto neki novi izzivi, ki jih jaz nisem bil vajen, ne, dotlej v lifeu. Recimo soočati se z vremenom, z dežjem, z mrazom, tudi z vročino, ne, ki je v bistvu to jesen Španija, ne. Potem učiti se predajanja, da zaupaš. Čeprav so žepi prazni, da zaupaš, da bo šlo naprej, da bo prišla podpora. Ker ti vodstvo imaš, tebi je rečeno, da greš naprej. Mentalno pa ne veš, kako bo šlo naprej. Niti ne veš, kje boš spal, niti ne veš, kako boš hrano dobil, in se na ta način ves čas učiš prepuščati življenju. Zaupati življenju. In na začetku so bile preizkušnje v glavnem, ne vem, z lakoto, z mrazom. Kasneje, na drugih poteh, se je pa to intenziviralo. In jaz sem bil parkrat soočen s smrtjo. Jaz sem parkrat videl, da bom umrl. Torej, ni šlo za neko domnevo. Jaz sem to jasno videl. Jaz sem bil prepričan v to.
In tako me je življenje tudi na tej ravni stestiralo, da sem lahko videl, a sem sposoben preseči tudi to svojo navezanost na življenje, kar je temelj pravega romanja. Wow. Včasih so bili ljudje pripravljeni dati življenje za pot. Danes je seveda svet precej drugačen. Mi smo kot ljudje precej razvodeneli. Ta civilizacija je morda najbolj površinska, odkar obstaja človeški spomin. Tako da danes to ni več običajno, ampak običajno je to včasih bilo. In recimo med muslimani, ki romajo v Meko, je še danes častno, če tam umreš, če te poteptajo v tisti gužvi, ne? Ker si umrl za pot. Ja, saj zato si tle. A me lahko peleš konkretno v neko to izkušnjo, ki si jo imel, kjer si videl, da boš umrl? Ja, lahko. Jaz hodim po Alpah. In zdaj na severno stran so bregovi zasneženi, kjer je zgodnje poletje. In zdaj po tej strani se ne da enostavno spustiti, ker je pot, ki je ne poznaš, zasnežena. In ti dostikrat ostane samo to, da se usedeš, zmoliš en Oče naš in si podričaš navzdol, kot po nekem takem velikanskem toboganu. In če imaš sneg, se vižati da, se da tudi ustaviti. Druga stvar pa je, če se sneg spremeni v led. In to se je meni enkrat zgodilo. In zdaj si predstavljaj, da nenadoma dobiš silno hitrost. In ti, ko se ti to zgodi, naenkrat vidiš, da se ne boš več ustavil. Ker je hitrost praktično, kot da bi padal dol s strehe. In jaz se spomnim, čas se je popolnoma ustavil, tudi strahu ni bilo več. In jaz sem gledal skalo pod sabo in sem v bistvu ugotovil, da se bom verjetno raztreščil ob to skalo. In v tistem trenutku jaz nisem imel nobenega dvoma, da bom umrl. Me je pa presenetilo, ker jaz sem preverjal to svojo pot in tudi takrat sem jo. Preden sem šel dol, sem šel vase, vprašal, rečeno mi je bilo, pojdi dol. Tako da jaz sem bil presenečen. In jaz se spomnim samo misli v glav, pa sem vprašal. To je bilo edino, kar se spomnim, ne? In zdaj jaz z neznansko brzino letim dol proti tej skali. In? In zdaj jaz se v to skalo nisem raztrešil, še več. Švignil sem mimo in za skalo naletel na kopen del, kjer je sonce pobral led. In seveda s to hitro, silno brzino preletim, vse raztrgam, ne. Vse, kar je bilo na meni, se je raztresel okrog do krvi. Ampak sem preživel po nekem čudežu. In če danes gledam nazaj, bi rekel, da me je v bistvu samo nebeška zaščita malo testirala. Ker jaz zaupam, da sem varovan, ne? Ampak takrat sem bil samo testiran, kot da bi se Bog hotel malo pohecati, pa videti, koliko jaz v resnici zaupam. Ne? Ker v resnici sem bil skozi čuvan, dokaz je, da sem tle, brez kakršnih koli posledic. Samo vmes sem mogel pa
skozi neko fazo, ko sem mogel to življenje v bistvu dati na krožniku naprej, ne. A bi rekel, da si spustil svoje življenje, se pravi, da nisi več navezan na življenje? Ja, to je proces. Takrat se mi je to tako zgodilo, jaz nisem treniral, ne. To je nek cilj, ampak zdaj reči, da je cilj dosežen, bi bilo zelo vehementen, ne. Jaz upam, da sem, pripravljen dati življenje, ampak to bom vedel, ko bo prišla nova preizkušnja, ne. Ko si prišel do konca te poti, to je do Gibraltarja, ne? Ali do kam gre ta prvo romanje, ki si šel? Takrat sem šel samo do Compostela, oprosti, to je sever Ja. Španije. Ja. Ko si nekako prišel do konca te poti, kako si se počutil? A si imel občutek, da si nekaj dosegel? Ali da si nekaj novega začel? Kako si dojemal konec? Ja, bil sem zelo vesel, da se je stvar nehala, ne. Jaz sem zgubil takrat enih 10 kil, ne, kar pomeni, da sem bil precej lačen. Ampak, ja, iz tiste poti so se začele potem počasi porajati vedno nove poti. In jaz sem na nek način postal, bi rekel, skorajda profesionalni romar. To je bilo moje nekako poslanstvo. Zdaj, mimogrede, profesija, beseda izhaja iz besede poslanstvo. Poklic pomeni, da si poklican. In ljudje, ko so še bolj globoko gledali na življenje, so stvari gledali na ta način. Torej, poklic, ki si ga opravljal, je bil ta prav samo takrat, kadar si bil zanj poklican. Ni bilo izbire. Vsak je bil določen za en poklic. Nekdo za kuharja, drug za čevljarja, tretji za peka. Ponavadi tisto, kot je tvoj ata opravljal, ki te je tudi uvedel v to, bi rekel, delo. In potem se je nekje vmes prihulil denar. Tega prej ni bilo pri poklicu. In so ljudje začeli opravljati delo, ki prinaša denar. In ker so začeli opravljati delo, ki prinaša denar, so morda zatajili svoje poslanstvo, ki ni tako dobro plačano, kot je uno delo, ki prinaša denar. In je potem tudi beseda poklic izgubila svoj pomen, kot ga je imela, ker v tistih prejšnjih časih bi tudi romanje štelo za poklic, ker si pač poklican, da opravljaš romanje, zato si tukaj. Ni važno, a ti dobiš denar, a ga ne. Bo že življenje poskrbel, si to ja, zaradi tega si tle, ne, na svet, ne. No, in današnji pojem poklica je seveda nujno vezan na keš, ne. In zdaj, a je to v resnici poklic, ki ga ti, bi rekel, naj bi opravljal, je pa seveda vprašanje. Jaz kvečjemu dvomim, ne. Kako bi lahko človek ugotovil, kaj je njegov poklic? Kako si ti slišal? Je z iskrenim vprašanjem. Jaz mislim, da je to vse. V bistvu v lifeu v resnici odloča samo iskrenost. Če si ti iskren pri čemerkoli, potem je tvoja pot odprta. Zdaj, če pa figo odzad držiš, ne, je pa seveda stvar na tem, da boš verjetno tudi odgovor dobil s figo v žepu, ne. Torej primeren tebi, sebi, meni, ne. Tako da v bistvu se vsa stvar nekako neha pri nas, ne. Pri tem, koliko smo do sebe iskreni in koliko smo pripravljeni slediti to svojo pot, ne.
Izzivi so pa ves čas, ne? Ker življenje je ustvarjeno na ta način, da te vleče na stran pot, v iluzijo, ki občasno spoznaš šele čez leta, morda sploh nikoli ne, ali pa na smrtni postelji. Ne? In eni pravijo, da danes ljudje zelo težko umirajo. Jaz sem govoril z ljudmi, ki so pač delali v domovih za upokojence z umirajočimi in pravijo, da je danes skoraj da bolezen, da ljudje nočejo umreti. Pa so stari, 90 let, ne. Nočejo ali jih je strah? Strah in tudi nočejo. Zakaj nočejo? Moja razlaga bi bila v tem, da na smrtni postelji stvari vidiš veliko bolj jasno, kot si jih videl prej, ko si čas zabijal pred televizijo, gledal limonade, športne tekme in tako naprej. In ko enkrat vidiš, ti vidiš, kaj si zamočil. Ti vidiš, kje je šlo tvoje življenje mimo, česa vsega nisi opravil. In ko ti to enkrat vidiš, je čisto naravna reakcija človeka ta, da se oklene življenja. V neki brezupni želji, da bi vendarle imel čas, da bi opravil še to stvar. In zdaj včasih, ko so ljudje imeli veliko manj možnosti delati napake, ker so bili na nek način veliko bolj usidrani v življenje, tudi ni bilo izbire nobene. Ne? In če ni izbire, tudi nimaš kakšne posebne možnosti delati napak. Ne? In takrat, ker so ljudje veliko bolj živeli to, za kar so bili poklicani, so seveda tudi veliko lažje umirali, ker potem na smrtni postelji so pač dejansko lahko spoznali, da so opravili tisto, za kar so bili tukaj, ne, in da je čas za odhod. In ponavadi so ljudje tudi vedeli, kdaj bodo umrli. Ne. So enostavno čisto naravno začutiš, tako kot živali. Ne. Zdaj, čez kakšen teden moram počasi iti, ne, pokličeš te svoje najbližje, se posloviš, še komu kaj upravičaš in greš. Nobene tragedije pri tem. Ne. Kaj nas je pripeljalo do točke, da smo ratali, kako bi sploh rekel, zaslepljeni? Da živimo neko iluzijo, kolektivno. Kaj misliš, da nas je pripeljalo, kako ti doživljaš ta del človeštva kolektivnega, da smo zdaj toliko zabredali, da dejansko vse te stvari dogajajo? Toliko zgodovine, bi se lahko temu rekel, tehnološki razvoj. Karkoli, kakorkoli to vidimo. Ne? Ker jaz vidim v bistvu človeški razvoj pot v vse večjo površinskost. Ne? Brez interneta se da absolutno enostavno živeti. Človeštvo je to dokazalo. Ne? Ampak danes je internet absolutna nuja. Moj sin pravi, da je zanj absolutno nemogoče živeti brez telefona. Ne? In mislim, da v tej generaciji to že velja kot mantra. Ne? In zdaj, če človek izgublja svoj čas v tem virtualnem svetu, ki je po naravi, bi rekel, površinski, saj enostavno pač greš na TikTok in vidiš, kaj se kaže, ne? Potem je enostavno opaziti, da bo veliko manj časa za globino, iz kjer prihaja pa pravo poslanstvo. Ne? Človek preprosto nima več časa iskati samega sebe oziroma svojo pravo pot. In se potem izgublja v teh obskurnih, minornih, rekel, zabavah. Ne? In tako se zdi, kot da je vsaj Zahod, ampak morda že celo človeštvo, zapadlo v en tak silno glasen žur. Vsi ga ful žuramo. Ne? Brez kakršnih koli spoznanj, da to dolgoročno ne bo šlo naprej.
In zdaj, če pogledamo recimo javne finance, državo, vidimo, da obstaja nekakšna navada, da se države pufajo, kar v nedogled, če gre. A ne? In to v bistvu velja čisto za sprejemljivo. In enostavno, ne vem kakšne, ne rabiš ne vem kakšne pameti, da vidiš, da to tako ne gre naprej. Se jaz tudi ne morem kar pufati. Prej slej mi jo rekla, zdaj pa dost, ne. In jaz mislim, da nas zato ne čakajo najbolj, bi rekel, lepi časi, ne. Ker žur se bo nehal, karneval se bo nehal in pa prišel čas posta, kot je bilo včasih v tradiciji, ne. Ker včasih so imeli tudi žur, pa krofe, pa mast, ne, debeli četrtek se je rekel, ampak potem je pa prišlo po eno obdobje, ko se ni jedel praktično nič, ko se je cela nacija obrnila vase in so imeli nekakšno introspekcijo, ne, nekakšno, bi rekel, preiskovanje, kje vse so kaj zamočili, ne, da so se uspeli nekako uskladiti s tem svojim pravim jazom, ne. Zdaj tega je vse manj, ne. Tudi recimo v duhovnosti danes obstaja neko celo gibanje New Age, po katerem je v bistvu čisto sprejemljivo, če si ti, bi rekel, doma v duhovnosti, ampak obenem pač je tvoj motiv služenje keša, ne. Ali pa hlepenje po slavi, ne. Ali pa še marsikaj drugega, ne. Tako da nekako se vedno znova vračamo nazaj, da v bistvu, da postajamo vedno bolj površinski, vedno bolj smo v tem, bi rekel, neka cela Facebook generacija obstaja, ne. In kaj se kaže na Facebooku? Neka lepa zunanjost, to ni resnica. Vsi v bistvu sam še igramo, vsi smo sam še igralci, ne. Ne. In to bo šlo po moje samo še naprej. In potem se recimo stvar lahko konča v teh prerogbah, ki obstajajo, ne, in to ne rabiš daleč, recimo mi imamo razodetje v Svetem pismu, ne, kjer se govori ravno o tem, ne, da bo nekako, oni so pač uporabljali ta izraz antikrista, antikrist bo počasi prevzemal oblast, ne. Recimo v hindujstvu imaš ti pojem jug, ne, in te juge, ki se sledijo recimo na 500 000 let, zapadajo vedno večjo temo, ne. Na koncu sledi najbolj temna juga, v kateri naj bi živeli danes, se imenuje Kali juga, ne. In ta Kali juga prevede do nekakšnega vsesplošnega kolapsa na koncu, ne, iz katerega se pa potem spet rodi novo življenje, a ne. Ampak najprej mora iti pa ful navzdol. In recimo tudi v islamu, zdaj če greva do Mohameda, ne, so napovedi bile enake, ne. Ko so recimo Mohameda sprašvali, kdaj so bili najboljši ljudje, je Mohamed odgovoril, vi ste še najboljši. Odslej naprej bo vsaka generacija slabša in slabša. In tako ves muslimanski svet gleda na zgodovino. In še ena stvar od Mohameda, ko so ga vprašali, kdaj bo konec sveta, je rekel takrat, ko bodo bosonogi pastirji kamel gradili nebotičnike vse višje in višje, hiše vse višje in višje, nebotičnikov ni bilo, in ko bo sužnja dala rojstvo svoji gospodarici. In zdaj, kako nenavadno, v Mohamedovi deželi, Saudski Arabiji, mislim, da so trenutno 3 od 4 največjih nebotičnikov na svetu. Ta druga napoved pa seveda govori o tem, da se bodo otroci dvignili nad starše, da bodo otroci začeli komandirati starše. Kar je bilo v bistvu včasih absolutno nesprejemljivo, ne. Zdaj jaz ne govorim o tem, da se bo svet nehal,
ampak govorim o tendencah, ki jih pač te napovedi nakazujejo. Ne? Kaj lahko naredimo, da pomagamo generacijam, ki prihajajo za nami, oziroma našim generacijam, da se zavedamo tega, kar ustvarjamo kolektivno, in da se pač spomnimo, kdo smo, zakaj smo, začnemo nazaj odkrivati globino. Čist tvoje mnenje. Ja, jaz nisem oseba, ki bi imel kakršnokoli vlogo v tem javnem življenju. Ja. Jaz se trudim to isto početi v mojem življenju in glede na to, da mi stvari ne ratujejo tako, kot bi si človek želel, sem silno zaposlen sam s sabo. In zdaj, ker že pri sebi vidim, koliko težav imam ohranjati, bi rekel, nek stik, neko pravo pot, sem seveda velik skeptik, da bi moje besede imeli kakršenkoli vpliv na kogarkoli. Mislim, da gre tukaj dostikrat za izgubo energije. Je pa res, da je to moj poslanstvo in da so ljudje, morda ti, ki imate vpliv, imate vlogo, da to počnete. In seveda bi človek mislil, da boste potem vi, ker je to vaše poslanstvo, imeli tudi veliko več uspeha, tudi najdel veliko bolj ta prave besede za ljudi, kot bi jih recimo jaz. Ne? Ker tudi tako je, ne, recimo, zdaj moja izkušnja iz teh 150 predavanj je to, da kakšnega posebnega obiska ni bilo. Ne. Na prvem predavanju, ko sem dejansko molil, da bi jih bilo čim manj, ne, jih je bilo 400. Potem na vseh ostalih predavanjih sem pa morda molil nasprotno, da bi jih bilo več, ne. Ker pred prazno dvorano predavati ni enostavno. Ne? In še najbolj zanimiva stvar pri vsem tem je to, da so bili zares mladi študenti, sam na mojem prvem predavanju, torej teh 400 poslušalcev so bili študenti FDV-ja. Ne? In po tem predavanju je starostno povprečje poslušalcev silno poskočilo, morda za 2-krat, ne. In bi rekel, da moja predavanja ne nagovarjajo mladih ljudi. To je ta izkušnja ljudi, ki so prihajali na predavanja, predvsem neki upokojenci, neki ljudje, ki so že dali marsikaj za sabo, ne? In se mogoče sprašujejo že stvari, veliko bolj poglobljeno, kot se jih mlad človek, ne? Ki mora še nekako izživeti neko svoje, bi rekel, neke svoje želje, ne? In jaz sem bil prav takšen in absolutno razumem, da rekel, tudi sinu ne bi nikoli priporočal, da se gre neko askezo, ampak ne živi te svoje sanje, ne to izživi in potem se bo mogoče rodilo nekaj novega nekoč. Ne? Sina si omenil že parkrat, koliko je star zdaj? 19. 19. Ja. Se pravi, nekako je bil že na svetu, ko si bil ti na tej tvoji poti. Ja. Kako pa je bil tvoj odnos z njim? Glede na to, da si dejansko dajal svoje življenje za pot. Ja. Ja. Če ti je okej o tem govoriti. Seveda, ne. Ja. Sej on je del mojega življenja. Jaz sem absolutno vesel, da on je. Samo da on je, meni zaigra srce. In jaz bi rekel, da je od rojstva naprej on glavna dragocenost mojega življenja. Torej, ne gre za to, da bi jaz odšel na pot, zato da bi zbežal, ga zapustil. Jaz sam sem, bi rekel, želel ostati v družini takrat, ko sem živel. Sicer je žena služila denar, jaz nisem, jaz sem bil pa stamalmu, ne. Ampak stvari so tako nanesle, da sem potem, ko sem razdal materialno premoženje, prišel do tega, da moram razdati še vse ostalo. Posebej stvari, ki sem jih imel najrajši.
posebej stvari. Torej, stvari, ki mi niso pomembne, še danes lahko mirne duše uporabljam. Če mi pa kaj res pomeni, z drugimi besedami, če sem na kaj pa res navezan, je pa samo vprašanje časa, kdaj mi bo ta stvar odvzeta. In to je štejem kot milost življenja. Torej, se odreči nekoga, ki ga imaš najrajš, je nekaj, kar je za današnjega človeka absolutno absurdno. Ampak včasih ni bilo tako. Recimo, vi imate eno tako priliko, iz katere so muslimani naredili celo praznik v Bibliji, ko je Abrahamu rečeno, da naj ubije svojega sina. To je nekaj, kar v bistvu bi pač današnji človek absolutno ne sprejel, ampak o tem se bere po naših cerkvah, ne? In govorim samo o tem, kako drugače so včasih ljudje živeli. In zame je absolutno jasno, da sem jaz to tako mogel narediti, kot sem. In to sprejel nase. In jaz sem vesel, da je to tako bilo, ker sem tudi vesel za sina, ki ga danes opazujem, in se mi zdi, da se je razvil mimo mene v čudovitega človeka. Zanj je bil njegov očim, njegov vzgojitelj na obisku. Skupaj s sinom in bivšo ženo, žena si potem ponovno poročila, ima 3 otroke še dodatno ob sinu. In jaz sem imel občutek, da se očimu zahvalim za to, da je tako lepo vzgojil mojega sina. Seveda je pa ta moj treba vzeti malo v narekovaj, ker v resnici čisto nič ni naše. Še naš življenje ni naš. Ne. Čigav pa je? Ja, vsekakor ne naš, morda božji. Od tistega, ki je nekako ustvaril svet in ki ga vodi. Se stvarjenje se dogaja ves čas. To ni nek zaključen proces. To je v bistvu proces, ki traja in traja. Vsak trenutek znova je na nek način stvarjenje, ne? Ja. Kakšen občutek nosiš s sabo? To me mogoče zanima. Kako bi rekel, da se tvoje notranje dogajanje odvija? Čutiš mir, čutiš na kakšen način? In kako si to razlagaš, opazuješ? Ne vem, na kakšen način v bistvu živiš? Tako te bom vprašal, no? Zdaj sva recimo v tej fazi, ko se jaz odločam, da bom spremenil življenje, razdal tisto, kar imam, ne služil več denarja in kot sem rekel, potem samo še sledil tej poti. Vse je šlo. Ne. Nekakšna počasna smrt. Do tega trenutka je bilo na zunaj vse zelo lepo in prav. Skoraj da idilično življenje. Ne. Znotraj pa, kot sem rekel, tema. Silna tema. Noč in dan. In zdaj, kaj se je potem po tej spremembi zgodilo, je pa to, da se je stvar obrnila. In naenkrat je bila zunaj tema. Recimo, ljudje so me zapustili. Ljudje me niso razumeli. Na nek način sem ostal čisto sam in to je meni jasno z odločitvami, ki sem jih sprejemal. To mislim, absolutno normalno, bi rekel, tudi bi lahko to pričakoval, ne? Ampak znotraj se je pa pojavila ena silna jasnina, ki traja še vedno.
S tem, da se občasno pojavijo oblaki teme, ampak ti oblaki so na neki površini. Tako kot v resnici v vremenu je, sonce je vedno zadaj za oblaki. Oblaki so vedno nekje na površju, ne? Nižje, višje, težji oblaki, bi rekel, ali so lažji oblaki, ampak oblačnost je na neki ravni precej površinska, ne? Sonce pa sije, ves čas. In zdaj, načeloma je to tako zdaj, ne? In tudi, če pridejo kakšne preizkušnje, zdaj v zadnjem času so bile recimo tudi notranje preizkušnje, je tudi ta jasnina za neko obdobje izginila, ampak spet jaz to zgledam spet kot nekakšno preizkušnjo. Vztrajati, a imam zaupanje, da se bo vrnil. Ker vem, da je sonce odzadaj, ne? In potem je pač ta oblačen čas minil in se spet vrnilo sonce. In zdaj jaz ne mislim, da bo sonce vedno trajalo, ker vreme pač poglejte, enkrat je sonce, enkrat dežuje. In jaz verjamem, da bojo spet prišli deževni dnevi. In zdaj jaz upam, da bom te deževne dni čim bolj moško prestal. Ne zapadel recimo v neko jamranje, pritoževanje, ker to je čisto nekaj naravnega, da pač na tej duhovni poti zapadaš tudi obdobja, ko je suša, ko ni nobenega, bi rekel, nobenega zadoščenja, a ne? In recimo v naši kulturi imamo Jezusa, ki je na koncu življenja šel skozi najhujšo temo, a ne? Prej nekako je vse laufalo, na koncu je poj začel, a ne? Tako da, ja, življenje je en tak zelo zanimiv proces. In mi ga poskušamo nekako zajeti, da bi ga nadzirali, da bi ga, bi rekel, ja, da bi ga malo usmerjali, ne? Ampak se mi zdi, da je to en tak brezupen podvig, da je življenje vedno nad nami in mi smo na nek način vedno neke figure, ki nad temi procesi, nad temi silami nimajo kakšne posebne moči. In enostavno to sprejeti, se mi zdi morda največ, kar človek lahko v tem življenju doseže. Neko svojo majhnost, ničevost, zadnjost sprejeti, ne? Nemoč. Nemoč, tako. Si ti, ja, mislim, da sem tvoj zapis prebral, da je moč človeška, nemoč pa božja, ne? Ja. Ja, to je v bistvu, se veš, v glavnem je vse na glavo v našem svetu, ne? Tako, kot ljudje običajno mislijo, običajno lih nasprotno, ne? Te vrednote, ki vladajo v tem svetu, ne? Služiti cash, ne vem, bi rekel, biti, uspešen, v tem, bi rekel, kariernem smislu, a ne? To je na neki globi ravni vse stran pot, a ne? In zdaj, če greš se podati na to notranjo pot, ne, je jasno, da v bistvu deluješ na nemoči. Ker ona druga stran je v bistvu magija, to je v bistvu poskušati z duhovnimi močmi manipulirati ta svet, ne. Ker seveda se da, ne, na neki ravni. Ampak to ima pa spet neko svojo posledico, ne. Zato se meni zdi prava pot ta, da na nek način je tebe vse manj in manj na tej poti. Ti počasi izginevaš, ne? Kot nek odločevalec. In v bistvu samo sebe opazuješ, recimo meni se to dogaja, da opazujem to iluzijo odločevalca, tega, ki se odloča. Jaz to vedno bolj vidim, da je to v resnici iluzija,
Prej sem o tem govoril, ko sem se kot otrok identificiral s Tarzanom. No, na isti način se jaz identificiram s tem življenjem, ki se dogaja skozi me, ampak v resnici, kot se zdi, jaz nad njim nimam nekega vpliva. In takrat, ko to spoznaš, se mi zdi, da življenje postaje najbolj žmohtno. Takrat šele postane res zanimivo živeti. Filmsko. In potem izpade, da si recimo na zunaj klošar, recimo, kar se meni občasno zgodi, ne? Na znotraj se pa počutiš kot predsednik države. Feeling je pa tak, da te včasno že kar malo zavede, ker se ti zdi, da počneš nekaj absolutno pomembnega, kar v resnici ni, ne, res, ne, nič kaj dosti pomembnejši nisi kot pa recimo vsi drugi, a ne? Samo feeling ti daje to iluzijo, počutiš se izpolnjenega. Ne. Katera pot, še kakšne poti bi se dotaknil, se mi zdi, da se tam odskrivajo lekcije, je bila zate najbolj transformativna? Mogoče, da ti je pokazala največjo temo? Ja, pot v Jeruzalem. Zato, ker sem bil čisto sam, nobenih romarjev. Jaz sem na celi poti 5000 kilometrov dolgi srečal samo enega človeka, ki je hodil in me je prehitel in me niti pozdravil ni. Potem pa izginil, ne vem, za ovinkom. Nekje dol, jug Turčije. Ves ostali čas sem bil sam na cesti, še prosit nisem hodil ljudi kaj dosti za pojest. Jaz sem stvari najdeval na poti. Jaz sem našel recimo odvržen burek, pa sem to pojedel, pa tako, ne. Ja. In ta pot je bila težka, ne samo zaradi avtomobilov, ki švigajo mimo tebe, ne, in so sami po sebi nevarni, ampak zaradi dežel, skozi katere sem hodil. Ker na začetku je še šlo, pa so me že na Hrvaškem spravili na sodišče. Zakaj? Zato, ker na Hrvaškem se moraš registrirati kot turist. Na Hrvaškem imajo nek zakon, ki so ga verjetno sprejeli, ko jih je preplavila množica revežev iz vzhoda, kuj po tej, bi rekel, spremembi, ne? In so bile vse plaže polno nekih poljskih, čeških turistov, ki niso pač nič prinesli. Morda zato so Hrvati postali absolutno rigorozni, kar se tiče spanja zunaj. Tega ne dovolijo. In jaz sem seveda hodil kot romar, tudi keša nisem v sabo, kako ne jaz zdaj spim v kempu ali pa v hotelu, ne. Ampak oni tega niso razumeli. In so me potem že tam nekje pri Sisku prvič aretirali in so me poslali naslednji dan na sodišče, kjer pa so me spustili, ker niso vedeli, kaj bi z ljudmi, kot sem jaz. Niso imeli teh zgodb zaenkrat še, ne. In potem je ta sodnik poslal vprašanje na višje sodišče, kaj delati z romarji, ne. In potem recimo v Srbiji spim v eni zapuščeni hiši in sredi noči, ob eni 2-3, skočna nad me 2 do zob oborožena policista. Diži ruke, kde ti je orožje? S pištolo takole. Jaz skočim gor v luft, ne. Očitno me je nekdo prijavil. Očitno so iskali nekoga in so mislili, da sem jaz ta, ne. In potem spet celo noč na policijski postaji. In se potem policaja morda zabavata, morda resno govorita o tem, ali me spravili v keho, ali me pustili, ne, zunaj.
In potem so se te prave stvari na tej poti začele, ko sem prišel v Sirijo. Sirija je bila pa takrat 1 leto pred državljansko vojno. Torej, to je bil še zadnji utrip miru, ki pa seveda v sebi je že imel kali vojne. In je bilo vse zelo nervozno. In meni so stalno policaji lovili in zaslišvali. Enkrat sem cel dan presedel na takmule stolu, kot zdajle sedim. Na uni strani so se pa samo nizali različni policaji različnih činov in čisto zadnji je prišel šef tajne policije iz Damaska in on je prišel odločiti, a sem jaz ameriški vohun ali v resnici romar, za kar sem se izdajal. In zdaj, če bi on odločil, da sem ameriški vohun, kar seveda bi lahko, ne, bi morda končal tam v 3. nadstropju, pod zemljo, v tistih zaporih, iz katerih živ več nisi ven prišel, ne. Morda, ne vem, to mi danes malo tako glava dela, ne. Nora. Ampak to so bile preizkušnje, ki sem jih jaz na tej poti rabil dati skozi. In zdaj, če gledam nazaj, moram reči, da me neko notranje vodstvo nikoli ni zapustilo. In takrat, ko sem bil jaz totalno na tem, da bom končal v kehi, je vendarle nek notranji glas zagotavljal, da bom še isti dan šel naprej. Zdaj je bilo pa na meni, a verjamem to, kar se dogaja zunaj, ker je izgledalo absolutno brezupno, ali na nek način se opreš na ta notranji glas, na neko tolažbo, ki prihaja, ne. In ja, vidiš, prav je mu, ne. Jaz sem potem nadaljeval. Kako si verjel? Kako verjameš? Zakaj verjameš, te bom vprašal? Zakaj verjameš temu glasu? Ja, to je neko zaupanje. To je nekaj, kar se rodi skozi izkušnjo. Zdaj ne vem, koliko je ta zakaj te prav, ne. Saj vsi sebi želimo najboljše, ne. In na nek način ves čas iščemo tisto pravo pot zase. In moja izkušnja je ta, da je na nek način to notranje vodstvo zame najboljše. Da sem jaz kot nek pokvarjen stroj, ki se vedno znova odloči narobe. In seveda se poje skozi te izkušnje, teh napak, človek uči, da pravzaprav ni fajn se kar tako odločati po neki svoji presoji, ampak se nekako zverziraš, da vedno znova pred neko odločitvijo vprašaš, a je to zame dobro ali ni. In potem se vse življenje začne tako vrteti, da danes jaz niti kave več ne spijem, ne da bi prej vprašal kot majhen otrok svojega očeta, a jaz lahko spijem to kavo. Ker sem opazil, da je na ta način moje življenje najbolj usklajeno. Nekako ni več, recimo, nekih takih silnih stranpoti, so še, ampak ne več tako zelo, ne. In tudi dostikrat me ljudje vprašajo, ja, pismo na teh poteh, a nisi ti naletel na kakšne ful take slabe ljudi, ne? In jaz ko razmislim, pravim, ma ne, saj sem jaz vedno prej vprašal, a se jaz s tem človekom pogovarjam, ali ne ga pustim za sabo. Nekako nikoli nisem šel do ljudi, ne da bi mu nekakšen blagoslov, da grem do njih, ne. In potem so te izkušnje, ki sem jih imel, če že ne dobre, vsaj milo slabe, nikoli se ni zgodilo nekaj, kar bi me recimo res vrgli s tira. Vključno s to policijo, s tistim zasliševanjem. Tudi takrat sem jaz vedel, vprašal, a ne grem preko nekega mostu, bila je tema, noč, Latakija, tam, kjer imajo Rusi bazo. In mi je bilo rečeno, pojdi čez most. In jaz sem se potem na oni strani mostu
znašel sredi neke strogo zastražene rafinerije nafte. In seveda so potem pretekali z vseh koncev policisti, ne? Ampak je bilo prav, jaz sem to izkušnjo potem vendarle dal skozi in danes sem hvaležen za njo. Ne. Intuicija, tudi nekako. Ja, kakor to imenuješ. Ja, no, se sem to, Ja. zanimivo. A si tudi vprašal za ta podcast, za povabilo sem? Ja, seveda. Ja. Ampak moram reči, da sem že od tvoje sodelavke dobil informacijo, da vi ful poslušate vašo intuicijo in da ste to naredili tudi pri mojem izboru in da ste imeli občutek, da bom jaz prav sogovornik za vas. Torej sem jaz samo Darjo poslušal. Lih nedolg nazaj sva se o tem pogovarjala z Darjo. Sva si dala nekak pakt, da bova še bolj samo intuicija, samo če začutimo nekega gosta, ne, ker jih veliko tudi piše, da bi bili radi gostje. Ne. In se včasih zgodi, da je prvi ta nek odziv malo tako obramben, ne. Prvo je ne. In sva rekla, ok, pri nekaterih pa res začutiš, ok, kaj če damo priložnost, kaj se bo zgodilo. Ne? In ti nekaj ti reče, nekaj ti zašepeta. In ja, v tvojem primeru je bilo točno to. Ne vem kaj, ampak imel bi ga tukaj. In zanimivo je, da nisi bil še na nobenem podcastu prej. Ne? Ko se spomnim, kako smo te najdeli. Kdo je koga najdel, ne? Ja. Eno zgodbo mi je Darja poslala, in sicer, da si hotel odnehati. Na poti si bil, bolj pred začetku, in se na neko klop se usedel. Se spomniš? Mislim, veš, kjer je zgodbi govorim. A bi mi lahko to zgodbo povedal, prosim, ki bi jo rad slišal? Se pravi, kako nisi odnehal? Ja, to je bilo na prvi poti, ko sem šel v Camino hoditi skozi Španijo, brez keša in brez hrane. In te hrane kar ni bilo. To so zdaj prvi dnevi, drugi, tretji dan. In jaz začnem počasi spoznavati, da tako ne bo več šlo naprej. Jaz sem pa zdaj že pošten lačen in očitno mi noben ne bo nič dal, ne. In jaz potem v tem razpoloženju, se boriš, se vztrajaš, ne, padam na neko klop. To je ena taka zapuščena španska vas je bila, ne. In obnemorem. In takrat rečem sam pri sebi, lej, takole ne gre več naprej. Jaz ne morem. Ni hrane, jaz ne morem brez hrane hoditi, ne. Vseeno moraš hoditi, kar dost, ne. In ko se jaz odločam, a bi sploh še šel naprej, prileti name oreh. In jaz gor pogledam, ne, jasno nebo. Čakaj, iz jasnega neba. In poj še eden, in začnejo po meni deževati orehi. In jaz zdaj gledam, pa se to dogaja, ne, in tako gor pogledam, in v sosednji hiši, v prvem nadstropju, sedi ena babica, stara ko zemlja, mogoče že malo nora, in meče vame orehe. Ciljale vame, ne. In mogla biti pa res nora, ne. In potem, seveda, ne, jaz sem to takoj spoznal, a ne, da je to tisto, kar sem jaz čakal. Orehi. To je bilo prvič, da je nekako stvarstvo poseglo v moj life. Da je hrana padla dobesedno z neba. Ne? In potem pride nek njen sin, očitno, ne, in jo nahrul. To gospo, verjetno svojo mamo, kaj se pa greš, takole mečeš, oprostite, ne, zapre okno. Ampak od takrat naprej je bilo zame poskrbljen. Torej, to je bilo teh par dni lakote,
ki mi je testiral, to je bilo plačilo za to, da sem lahko vstopil v en drugačen svet, v katerem je pa vse poskrbljeno. In zdaj načine, kako stvarstvo skrbi zate, se seveda vedno menjajo. Ideja je v tem, da ne moreš nikoli vnaprej vedeti, iz kje bo hrana prišla. Ampak načinov je pa 1000. Recimo dam en primer. Sever Italije, spet ena vas, okrog sadovnjaki jabolk, in grem vase, lačen sem, vprašam, kje bi jaz dobil kaj za jest. In potem sam zaprem oči in me neka sila potegne proti eni hiši, neki stavbi, večji stavbi. Zgledal je kot dom za upokojence ali pa hotel, ne vem. In jaz grem skozi vrata te hiše in zagledam levo recepcija. Ampak jaz se nič ne ustavim pri receptorki, jaz grem kar naprej, nekaj me vleče mimo receptorke, pridem do recimo 5 vrat na hodniku, se v roka stegne, odpre vrata, pogledam noter, jedilnica, taka v tem alpskem stilu, prečudovito, les. Ena peć sred te jedilnice. In potem grem jaz samo okrog te peči, pridem na uno stran, se glava dvigne, roke gor, odprejo omaro na to pečjo, noter pa taka potica. Vzamem potico, spravim pod pazduho in lepo po isti poti ven. In jaz niti ne vem, kje sem bil. Seveda nisem vedel za tisto potico, a ne? To je recimo en način, a ne? Drug način, recimo park v Gibraltarju. Popoldne. Jaz potrebujem mleko in nimam denarja, da si ga kupam, niti ne bom šel prosit. Jaz sem na teh poteh si dovolil prosit za kruh, ostanke hrane, nikoli nisem nič konkretnega prosil, ker se mi to zdelo neetično za moj način poti. Torej, jaz moram zdaj nekje mleko dobiti. Zdaj ni tako zelo važno, zakaj ga rabim pa ga, ne? In potem jaz vprašam, ko imam zaprte oči, vprašam Boga, s kje bom jaz mlek danes dobil? Pač sprašuješ, ne? Zdaj ležim na tej klopci zaprtih oči in kar naenkrat pade nekaj iz precejšnje višine meni na trebuh, puf, do te mere, da jaz skočim z te klopce, ker mi je zabolel, ne? In potem se oziram naokrog, ne, pričakujem otroc, ne, pred parka verjetno so kakšno lumparijo naredili, ne, da se bojo smejali, ne, ali pa saj bežali. Nič od tega. In potem šele se jaz ozrem, kaj je padlo, in padlo je mleko. In ne samo to, da je padlo mleko je mleko s čokolado. Torej, več od tega, kar sem jaz rabil oziroma za kar sem prosil. In tako stvarstvo poskrbi v primeru, da je interes, višji interes, da ni to samo neka človekova blodnja, da nekaj želiš, kar v resnici ne rabiš. Če res rabiš, boš dobil. In meni se je to dogajalo na teh poteh ničkolikokrat. Recimo tudi, da sem hodil po gozdu, po stezi sredi gozda, nikjer ljudi. Že recimo uro, dve nobenega videl. In potem, ko mi zakruli v želodcu in začnem razmišljati, zdaj bom pa rabil do naselja iti, da bom kaj za jesti dobil, a ne? Jaz sredi tega gozda, na sredi te steze zagledam vrečo. In grem jaz do te vreče, odprem vrečo
notri 2 sendviča, jabolko, vse sveže, sredi te steze. In ko se to začne ponavljati, ko je tega veliko, ti enostavno izgubiš neko potrebo po tem, da bi nosil keš v žepu. Ker se ti takšen način življenja zdi še celo bolj zanimiv, včasih celo komičen, a ne? Ampak vsekakor pa bolj atraktiven. In mogoče mi zato ni več strah, da bi ostal brez vsega. Ker saj pravim, so obdobja, ko mogoče ničesar nimaš, ampak to je samo preizkušnja. Stvarstvo nima absolutno nobene težave, da te oskrbi z vsem. To se pa seveda zgodi pod pogojem, da si stvari več ne prisvajaš. Da ne rečeš, to je moje. Ker to velja tudi zate, če te eden za nekaj prosi, mu to daš. Nič več ni tvoje. Tudi ta knjiga, ki je tle pred menoj, ni moja knjiga in gre med ljudi kakor dar. Zdaj pa jaz dobivam občasno v zameno kaj. Torej, ne gre za to, da jaz ničesar ne sprejmem. Jaz samo denarja ne smem služiti, jaz jo ne smem prodajati. Ne. Lahko pa sprejmem v primeru, da mi nekdo sam od sebe kaj da. Torej, ko človek ve, da ne rab nič dati, pa ima občutek, da mi kaj da. To jaz potem imenujem miloščino. Razlika med zaslužkom, česar se jaz ne grem, pa miloščina je pa v tem, da je prvi obvezen, torej knjiga stane, drugo je pa v bistvu dar ljudi. Ko ljudje dajo, ne da bi jo recimo rabili dati, pa to vedo. In na isti način je bilo tudi s predavanji, ki sem jih imel po knjižnicah. Torej, jaz nimam bančnega računa in mi nobena knjižnica ne more nakazati honorarja. Tudi če bi želeli, pa so mi ponujali. Pa včasih celo silili, ne? Ampak vse to sem zavrnil. Sploh pa bi bil to zaslužek. Druga stvar pa je, če so se knjižničarke same odločile, da bodo iz svojega žepa mi nekaj dali. To je bilo pa potem nekaj, kar so se same odločile in to sem pa sprejel. To je pa spet zame miloščina, a ne? In nekako tako probam furati skozi ta life, ne? Da se nekako držim teh pravil, ker jaz točno vem, da jaz znam zaslužiti, ker sem sam sebi nekako dokazal v tej prvi fazi življenja. In tudi to vem, da če bom spet se vrnil na ta način in bom sam začel služiti, stvarstvo ne bo več zame skrbel, ker je jasno. Se ne rabiš dvojno, ali ti poskrbiš, ali Bog poskrbi, ne? In jaz se zaenkrat odločam, da bom pač nadaljeval, da bom živel od previdnosti. A ne? In upam, da bo šlo tudi tako naprej. Pa te mika kdaj, oziroma ne bi sploh rekel besede mika, ampak pomisliš kdaj na to, da bi se vrnil v to obdobje, ta nek kapitalizem itd. Te kdaj potegne nazaj, ali? Ja, v resnici, zdaj, če si me vprašal, udobje in kapitalizem. V udobje, ja, trenutno se crkljam. Jaz imam, oziroma vedno sem imel sobo pri starših, če sem se vračal s poti, vedno sem imel plac, da sem ostal. Pa poln hladilnik zraven, ne. V tem smislu jaz nisem končal na cesti nikoli, ne. Šlo je samo za to, da jaz v tej sobi, prej je bil v resnici kavč, ta soba je pripadala moji pokojni sestri, ki je preminula pred 6 leti in je živela s starši. Šlo je predvsem za to, da sem jaz nekako se vračal v to sobo, ko sem bil povabljen, ko čutim, da se lahko. Sicer sem živel na cesti in tako je še vedno.
Zdaj zadnja leta se v Kranj, v to sobo vračam bolj ali manj za tele 4 zimske mesece. Kar pomeni, da približno čez en teden, 2 spet odhajam in me potem bolj ali manj ne bo več tam nekje do decembra. Ja, ampak gre za to, da to obdobje jaz zdaj imam, torej nisem na mrazu, in se mi zdi, da je to obdobje na neki ravni tudi potrebno, ker če ne bi tega tako bilo, bi se jaz zdaj pojavil pred tabo z raztrganimi hlačami verjetno, s takole brado in smrdel bi tako, da verjetno niti tebe, niti tvojega sodelavca ne bi bilo več v sobi, ne? Tako da na neki ravni nekaj potrebuješ neko normalnost, če si med ljudmi. Zdaj v kapitalizem me pa v resnici ne vleče več. To je pa zdaj drugo vprašanje, ampak nimam nič proti kapitalizmu. Zame je čisto okej. Na neki ravni malo spominja na neko džunglo, na neka, bi rekel, pravila, ki veljajo v divjini, ne? Kjer velike živali žrejo manjše, ne? Saj ni kaj bistveno drugače, ne? Je predvsem morda gre za to, da si ne želim imeti več, kot mi pripada. Jaz bi si želel samo toliko imeti, kot mi pripada, pa čisto nič več, ker vse, kar imam več, je na neki višji ravni kraja in jaz bom mogel posledice plačati. V tem je problem, vedno teh posledic. Celo, če sem v tej sobi, kjer imam vse zrihtano in kjer se grejem ponavadi čez zimo, jaz vem, da moram to plačati. Ne gre za to, da je to zastonj, pa čeprav mi nihče nič ne reče. Saj vsi vejo, kako živim, ne? In zato se kot prvo trudim biti čim manj, ker sebi želim dobro, ne? Kot drugo pa, že ko sem pač v tej sobi, poskušam narediti vse, kar je v moji moči, da bi odplačal to. Pač moje bivanje, ne? In zdaj, pri mami se to seveda ne da, ker ona vse naredi, ne, v hiši kvečjemu preveč. In potem moraš biti že kar precej inventiven, da najdeš neko prostovoljstvo, ki ga družba morda potrebuje, ne, s katerim potem poskušaš odplačati ne direktno mami, ampak v bistvu stvarstvo za to, da imaš neko udobje, ne. In v mojem primeru je to zadnje 4 leta pucanje narave. Jaz rokami pucam reke, gozdove, tam enih 20 ur na teden, ampak zadost, da je to obdobje zame fizično absolutno naporno. In jaz razen tega nimam nobene energije, da bi jo še za karkoli porabil. Tako da zdaj se mi je še kolega pridružil, on ima avto in me potem tudi lahko kam zapelje. Nisva samo še okrog hiše, kot se je stvar začela. Ampak nekako bi rekel, ja, ves občutek je pa ta, da dejansko mimo tega pucanja imam energije sam še za kakšen krajši sprehod v trgovine pa nazaj, ne. In trenutno me ta stvar zelo, bi rekel, mi zelo veliko daje. Imam občutek, da to nekako paše k tem mojim običajnim sedenju v tišini, ker jaz imam neko normo, to je moj temeljni poklic, vse odkar sem šel na pot. In jaz še vedno mislim, da je sedenje v tišini tisto, za kar dobiš najboljšo plačo. Ne? Zdaj, to je pa neka fizična dejavnost zraven, kjer mora celotno delovati, torej ni tako kot pri hoji, kjer samo noge delujejo, tukaj se moraš sklanati 5, 6, 7 ur, ne? In je to absoluten fitness, ne? Bi rekel, si v kondiciji, ne? Potem, za te poti, ki sledijo. Kam te vleče pot zdaj? Južna Italija. Kaj dol do Sicilije ali? Padre Pio, Kalabrija po moje. Aha, ja. Vmes pa Asizi, ki mi je zelo blizu, pa je par svetišč, ker jaz sebe dojemam kot romarja. In ta svetišča
te, rekel, energetske točke Mhm. so meni kot pumpa za avto. Jaz se tam nafilam in tam jaz dobim neke nove moči, da lahko nadaljujem. In potem so vse te moje poti bolj ali manj iskanje Mhm. teh točk, oziroma prej bi rekel, da me te točke same že pokličejo. Jaz se ne odločam, kam bom šel, jaz začutim tako kot neka lastovka, da je čas, da odleti, in bolj ali manj potem ta lastovka leti v tisto smer, kamor jo življenje vodi. In je stvar zelo podobna, ni to neko mentalno odločanje, kje bi bilo boljše. Niti ne morem reči, da se mi vedno dajati, ne. Jaz bi tudi rajš pri hladilniku pa pri televiziji sedel, a ne. Ampak preprosto greš in ko se nekako uhodiš čez par dni, ko si že v ritmu, potem se ti dogaja to, da se nočeš več vrniti. Da postane stvar toliko lepa, da bi še kar hodil in hodil, tako kot sem recimo jeseni, sem šel od tukaj do Črne gore vzdolž hrvaške obale. Od zaliva do zaliva, vsak večer sem spal v svojem zalivu. Sam, bil je oktober, november, december, ne, nobenih turistov. Ja, tako da, ko se enkrat uhodiš, potem ti ni za nazaj priti več. Potem si v nekem svojem ritmu, v nekem svojem svetu in ta svet je absolutno žmohten. Tle ni dolgčasa, ker tle se dogaja. In v tem svetu moraš dati precej več od sebe, kot v svetu, ki ga dojemamo kot normalnega, kjer imamo vse polno nekih varnostnih zaščit, ne, kjer nam ni mrzlo, kjer so ljudje veliko bolj uglajeni kot na cesti, kjer srečuješ, ne vem, narkomane, brezdomce, prostitutke, celo morilce sem srečal, ne. Tam je vse zelo grobo, moraš biti zelo, zelo previden, kot v džungli, ne. Ampak potem se vedno znova vračam, kot pravim, že zato, ker začutim, da je pač zdaj pravi čas, ne. Ja, tako nekako. Hvala, mislim, se ti že zahvalil za knjigo. Prosil te bom, ko končava da mi napišeš, kar boš želel. Kaj me čaka ob branju? Mir. Ker to je tudi njen namen. Na površini zelo zahtevne besede. Zahtevno branje, zato ker so bile zahtevne tudi moje poti. Torej, to ni enostavno branje. In prebiti se skozi to trnje besed ima svoj namen. Zato, ker tisto, kar te čaka vzadej, ni zastonj. Nič v življenju ni zastonj. In ta knjiga ima pač kot neko prepreko prav te besede. To trnje nerazumljivih besed. A ne? Nekateri se prebijajo skozi, nekateri ne. Vsekakor se jo pa ne da brati v nekem normalnem ritmu življenja. Ker spet moj normalen ritem življenja ni tak, kot ga živijo ljudje. Recimo jaz, če nimam 4 ure časa, jaz ne bom nikoli spil kave. Jaz rabim vsaj 4 ure časa, da lahko kavo spijem, da nimam občutka, da jo na eks zlivam vase. In tak stil življenja se je preneslo tudi v to pisanje. In seveda, ker običajno ne delujemo na tej ravni, si mora človek vzeti čas, da prestopi iz ene ravni na drugo. To se pa dogaja ponavadi v tišini, meditaciji, kakršnokoli prakso že pač imamo, ne. In ljudem je namenjena v resnici za poglobitev vase. To je neka energija, nek duh, ki se je pisal skozi me
ker jaz nisem v nobene želje po pisanju knjige, to je bil spet klic. Jaz sem se že zelo domačil v tistem svojem življenju, nekako beraškega romarja poprej, anonimnosti, meni ni bilo nič hudega in me je ta knjiga potegnila mene nazaj v nek tak, bi rekel, nazaj v družbo, ne. In jaz, kot sem rekel, si tega v resnici nisem kaj dosti želel, ne. Tudi zaradi strahov, ki sem jih imel, pa travm, pa pričakovanih, preizkušenj, ki bodo čisto drugačne kot na pot, ker meni se je potem vse spet obrnilo na glavo. Jaz sem naenkrat moral začeti govoriti, prej pa 10 let nič, ne. In ta sprememba, če se vrnemo nazaj na tisti TEDx talk, ne, je bila zame kot nekakšno ponovno rojstvo in pa seveda smrt poprej. Jaz sem tam umrl. Jaz sem v tak feeling, ko sem prihajal na oder, kot da grem na predstrelski vod. Jaz sem vedel, da tega nam preživel. Mislim, vedel. Nekako, čutil sem, da enostavno bo to zame prehudo, ne. To je bila taka zelo, zelo ozka pot, ki sem jo mogel prehoditi, da me je potem na oni strani čakal nek čist drugačen svet, v katerem sem živel praktično do tega pogovora zdaj. Ne. Zanimivo, da si to rekel. Kaj hočeš s tem reči, do tega pogovora zdaj? Ja, zato, ker imam občutek, da se zaključuje neko obdobje s tem tokom. Wow. Ja. Neko obdobje se zaključuje, ne vem pa, kaj bo naprej. Tudi ne vem, če bo svet, družba še takšna, kot je bila doslej. Meni bi se zdelo popolnoma logično, da se stvari obrnejo na glavo. Pa da vidimo. Upam, da bom prav priimek izgovoril. William Gogala. Gogala, ja. Gogala. Ja. William Gogala. Willy. Prej si se mi predstavil kot Willy. Ok, v redu. Kako se počutiš zdaj? Izpolnjeno. Čudovito. Ja, spet neka preizkušnja je šla skozi, ne. Nikoli ne veš, kako boš sfolgal. Posebej človek kot jaz, ki je po naravi bolj v senci, ima s takimi pogovori kar precej za opraviti. Ni enostavno, a ne? Ja. Tako da se mi zdi, da sem nekako dal od sebe, kar sem zmogel, ne. Zdaj za kaj več bo pa treba koga bolj usposobljenega poklicati, ne. Ne, čudovito. Mene zanimajo zgodbe. Ja. Zgodbe. Zadnjič celo še ena beseda se mi je pojavila, zgodbe pogumnih ljudi. Aha. Pogum vidim načeloma v tebi zelo velik, da si se bil oziroma se odrekaš stvarem, ki se jih tako močno oklepamo. Zato, da lahko samo zase doživiš to, kar imaš za doživeti, ne. To se mi zdi izjemno pogumno pa lepo. Ja, seveda je treba tle dodati, da ko jaz iščem po sebi pogum, ne, ga ne najdem. Jaz najdem samo slabiča, preplašenega otroka, ki si komaj upa narediti korak. Tako da ta pogum ni moj. Pride pa odide. Zdaj, kje pa ta pogum domuje, pa jaz do svojega 54. leta še nisem odkril. Pa ga iščem, da si ga prisvojim za stalnega sopotnika. En lep rek je glede poguma, meni zelo všeč, da v trenutkih, ko se najbolj delaš, da si pogumen, si najbolj pogumen. Torej v trenutkih, ko glumiš, da si pogumen, ne? Aha. V resnici te je pa res strah, Ja. takrat si zares najbolj pogumen. Aha.
ker še vedno, ne, tudi če misliš, da nimaš poguma, Ja. ker misliš, da sam se plažeš, narediš neko stvar, je v bistvu to pogum, ampak ne lastiš si ga, ne, tako kot si zdaj sam rekel. Ja. Ja, jaz sem slišal nekoč neko izjavo, da je strah v resnici znamenje, da si se umaknil že predaleč, da pojdi not v ta strah. Ne obratno, kar mi ponavadi naredimo, ker nas rada strah bežimo. Ne? Ker strah je na neki ravni iluzija, je nekaj nerazrešenega, nekaj, s čimer bi se mi morali v lifeu še soočati. Bolje prej kot kasneje. Tudi spet vse na glavo, evo, kot človek bi rekel, ko opazuje, bi rekel, vse, kar sem jaz kot otrok verjel, kot mladostnik živel, je zdaj v bistvu čist, bi rekel, za staro šaro. Ja. Nobene uporabnosti več to nima. Jaz moram zdaj čisto neke druge stvari v bistvu sprejeti, pa živeti, pa slediti, ne. Ja. Mogoče ne ta trenutek, bo pa v prihodnosti vse, kar se ti je zgodilo, potrebno, da boš lahko neke nove stvari doživel, naredil. Ne vem, se ne veš, ali. Ja. Ja, z razlogom sigurno je bilo. Ja. Zdaj pa, kakor ti čutiš. Mi bomo dali, kje se knjigo lahko naroči? Pri meni si jo, dobi se jo pri meni, odzad je v google@yahoo.com v bistvu moj mail. To je pa tudi edini naslov, ker knjiga se sicer ne prodaja, torej ni jo na internetu, ni jo, bi rekel, po knjigarnah. Pri meni si jo dobi, a ne? Bomo dali pol tvoj ta email naslov v opis tukaj od spodaj pod video, za vse tiste, ki boste želeli mogoče si to naročiti. Lahko. Ja. Najlepša hvala za tvojo zgodbo, da si vzel čas, prišel sem, odgovoril klicu. Ja, hvala enako, ne. Kdo je zdaj koga povabil, pa kdo si je vzel čas, v tem pa prepustimo modrovanje poslušalcem. Zmenjeno. Hvala, Viljem. Hvala tebi tudi. Ja.